Živijo tukaj Valentin. Danes bom razložil, kaj to pomeni biti destonijec. Kako jaz osebno doživljam definicijo biti destonijec. Torej, destonijci so pripadniki, člani skupine Destiny. To je skupina, ki se je začela razvijati pred nekaj desetletji v Južni Afriki in tam je še vedno razvojno središče farma Destiny, kjer živijo določeni ljudje in tudi številne živali, ki si jih oskrbuje, rehabilitira. Je pa vse skupaj preraslo v mednarodno zgodbo. Torej, ljudje iz celega sveta sodelujejo pri tej skupini Destiny in se imenujejo destonijci. Kaj je torej tisto, kar združuje vse te ljudi iz celega sveta? Kaj destonijci počnejo oziroma počnemo? Jaz sem se tej skupini pridružil nekje leta 2010 in sedaj že 6 let sodelujem pri raznih programih. Temeljni namen te skupine je ugotavljanje, kaj so vzroki za težave, probleme na tem svetu oziroma v celotnem stvarstvu in kako se spremeniti, kako spremeniti medsebojne odnose, razmere tukaj na Zemlji in v celotnem stvarstvu, da bi vsi lahko živeli v harmoniji in sožitju. Gre torej za v prvi vrsti raziskovalno dejavnost, za proučevanje zgodovine in to zelo dolge zgodovine celotnega stvarstva, planeta Zemlje in človeka. Gre tukaj potem tudi za poglobljeno razumevanje, kako deluje ta svet in človek v vsej kompleksni strukturi, ne samo od rojstva do smrti, temveč tudi pred rojstvom oziroma proučevanje sistema reinkarnacije. In zato se uporablja zelo analitičen, znanstven pristop. Druga zadeva je ugotavljanje, kaj vsak od nas kot človek trenutno je, kaj vse smo v sebe sprejeli in dopustili, torej kaj smo mi trenutno postali, kaj nas žene, kakšne imamo motive in kakšne so posledice tovrstnih motivov. Gre torej za neko vrste proces psiho-samoanalize, skozi katerega se poglabljamo v sebe in preko določenih orodij, ki se imenujejo samoiskrenost, samoodpuščanje, samokorekcija, pisanje in govorjenje, ozaveščamo in analiziramo ter predvsem preobražamo lastne miselne in vedenjske vzorce. Pri tej preobrazbi so nam ključna izhodišča princip enakovrednosti in enakopravnosti vseh živih bitij v celotnem stvarstvu. Torej, da se ne povzdigujemo ali ponižujemo v odnosu do drugih. To pomeni praktično, da zaustavljamo vse misli, za katerimi samega sebe ali druge definiramo kot nekaj več
ali nekaj manj, ali kot nekaj bolj pomembnega ali manj pomembnega, in da tudi posledično zaustavljamo vse čustvene reakcije v sebi. Ne glede na to, ali so to pozitivne reakcije, kot so občutki oboževanja, ljubezni, poželenja, strasti, kot negativni občutki, kot so sovraštvo, jeza, zavist. Gre za podrobno razumevanje, kako deluje matrica stvarstva in ta hologram prevare, v katerega smo ujeti. To je zelo v kontekstu filma The Matrix, torej te hollywoodske trilogije, ker se pojasnjuje, da živimo v neki navidezni resničnosti, ki pa je v bistvu precej drugačna, če smo pripravljeni se odpreti in slediti resnici. Temeljni del procesa je torej odstranjevanje vseh slepil, vsega, kar nas med sabo ločuje in razdvaja. In posledično stopamo na pot enosti, na pot združevanja, na pot zavedanja, da smo vsi del ene realnosti, enega stvarstva in da če trpi katerikoli delček v tem stvarstvu, trpimo tudi mi, ker smo mi sestavni delček vsega. Delamo torej nekako po principu stori drugemu tisto, kar bi želel drugi, da mu storijo drugi, če je bil ti v njegovi koži. Ta princip se tudi imenuje zlato pravilo ali Jezusovo načelo, vendar pri tem delu ne uporabljamo nobene posebne ideologije ali religije. Gre za sistematično, potrpežljivo delo na sebi, skozi tudi pisanje javnih spletnih dnevnikov ali videodnevnikov. Večina nas torej piše spletne dnevnike za preobrazbo lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev, nekateri v domačem jeziku, potem pa tudi v angleškem jeziku. Jaz recimo pišem oba dva bloga že nekaj let. Tako da z lastnim zgledom kažemo drugim, kako se je možno spremeniti, kako se je možno osvoboditi vseh stisk, strahu, sovraštva, jeze, vseh travm iz preteklosti, se osvoboditi in potem živeti na tem svetu, v tem trenutku usklajen z temi principi enosti in enakovrednosti. Vabim vas torej, da se nam pridružite, da tudi vi stopite na to pot radikalne, intenzivne, globoke preobrazbe samega sebe, ker boste na ta način dolgoročno in tudi že kratkoročno najbolj pomagali samemu sebi, da se odrešite vseh težav, ki jih trenutno doživljate. Vsekakor boste pa lahko prispevali k dolgoročnem blagostanju vseh ljudi, vsega življenja na tem svetu, tako človeka kot živali, kot rastlin, ker delamo v smislu blaginje vseh živih bitij, ne glede na to, v kakšnih telesih se manifestirajo. Kako se lahko priključite, kako nas lahko najdete? Pobrskajte po spletu Destiny, torej DSTNI, piši kao govoriš recimo. Priključite se Facebook skupini Destiny Slovenija
in Facebook skupini Praktično ustvarjanje raja na zemlji. Mene osebno pa lahko najdete po socialnih omrežjih pod imenom Valentin Rozman. Toliko zaenkrat glede tega. Hvala za posluh in nasvidenje.